Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje. Pričenjam 34. sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi prvega odstavka 57. člena Poslovnika Državnega zbora. Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: magistrica Tanja Cink, gospa Vesna Vervega, gospa Irena Kotnik, gospa Marinka Levičar, Violeta Tomić od 19. ure dalje, doktorica Mirjam Bon Klanšček, magister Branislav Rajić, gospod Franc Breznik, gospod Peter Vilfan, gospod Tomaž Gantar, Miha Kordiš od 17. ure dalje, dr. Matej Vatovec, gospod Roberto Bateli in gospod Benedikt Kopmajer. Na sejo sem vabil predsednika vlade, ministrice in ministre ter generalno sekretarko vlade k prvi točki dnevnega reda, Državni svet k 22. točki dnevnega reda, gospod Vlasto Nussdorfer, varuhinjo človekovih pravic k 24. in 25. točki dnevnega reda, dr. Marka Novaka, predsednika sodnega sveta k 26a in 26b točki dnevnega reda, predstavnika urada predsednika republike k 26c točki dnevnega reda ter predstavnike vlade k vsem točkam dnevnega reda. Vse prisotne lepo pozdravljam. Preden nadaljujemo, bi vas želel samo spomniti, tako delavce v Državnem zboru kot vse poslance, da imate do 18. tega meseca čas, da se prijavite na eno zadevo, ki je zadnja v tem mandatu in ki bo prispevala k temu, ko vsi pravimo, da smo vsi ljudje. Prehajamo na določitev dnevnega reda 34. seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v petek 6. oktobra 2017 s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločili v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora. Predlogov za umik posamezne točke z dnevnega reda oziroma predlogov za širitev dnevnega reda seje nisem prejel. Zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem. Prehajamo na odločanje. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Glasujemo. Zdaj v redu? Zdaj v redu? Ok. Glasujemo. Zdaj pa dela. Navzočih je 69 poslank in poslancev. Vsi so glasovali za. Ugotavljam, da je dnevni red 34. seje zbora določen. Prehajamo na prvo točko dnevnega reda. To je vprašanja poslank in poslancev. Postopkovno magister Matej Tonin. Spoštovani predsednik Državnega zbora, poslanska skupina Nove Slovenije je že pred meseci v parlamentarno proceduro vložila dva zakona, in sicer zakon o sodiščih pa zakon o državnem tožilstvu, s katerima dvema predvidevamo ustanovitev posebnih sodišč in pa posebnih oddelkov državnega tožilstva za pregon bančnega kriminala. Na prejšnji seji Državnega zbora je večina v tej hiši, in sicer 37 poslancev, oba dva predloga zakona podprlo. Se pravi, zakon je šel skozi prvo obravnavo. Potem je sledil odbor. Na odboru je pa te dva predloga zakona zavrnilo 9 poslancev. Vi ste te dva zakona uvrstili na petkovo sejo, vendar pa niste predvideli glasovanja. In moj proceduralni predlog je, predsednik Državnega zbora, da uvedete oziroma predlagate, da se o teh dveh zakonih glasuje, ker se nam zdi nesprejemljivo, da 9 poslancev na odboru lahko povozi voljo 37 poslancev na plenarnem zasedanju. Torej, moj proceduralni predlog je, predsednik Državnega zbora, da glasovanje o teh dveh zakonih uvrstite na dnevni red te seje Državnega zbora. Dobro veste, po čem se ravnamo, in ravnamo se po razlagi določb drugega odstavka 61. člena Poslovnika Državnega zbora v povezavi z določbami, ki urejajo obravnavo na matičnem delovnem telesu. Dejstvo, da členi niso bili sprejeti na matičnem delovnem telesu, pomeni, da ni glasovanja, in
To je razlaga z dne 9.12.2009. Dokler ta razlaga obstaja in je poslovnik takšen, kot je, pač proti temu ne morem delovati, ker smo delovali stalno po tej praksi. Postopkovno, magister Matej Tonin. Spoštovani predsednik Državnega zbora, jaz sem natančno pregledal, prebral poslovnik Državnega zbora. V poslovniku, v členih ni niti ene določbe, ki bi prepovedalo glasovanje v teh dveh zakonih. In zdaj še en pomemben dodatek. V neki pravni državi ne bi o enakih stvareh odločali na enak način. Če je na odboru Državnega zbora sprejet sklep, da je zakon neprimeren za nadaljnjo obravnavo, ta zakon pride v parlament in o tem sklepu ta Državni zbor glasuje. Če pa je očitno na odboru sprejet ali pa glasovano proti temu zakonu, pa glasovanja ni. Tukaj ni nobene logike, ker če pogledate, je vsebina popolnoma enaka. Torej, da večina na odboru glasuje proti zakonu ali pa da večina na odboru sprejme sklep, da je zakon neprimeren za nadaljnjo obravnavo. In vi, predsednik Državnega zbora, ker je to, o čemer ste prej govorili, parlamentarna praksa, to ni zapisano v poslovniku, imate možnost, da neposredno uporabite poslovnik in glasovanje o teh dveh zakonih uvrstite na dnevni red. Ker v nasprotnem primeru morate razumeti, da se bojo pa še bolj dodatno razplamtele razne teorije zarote, da večina resnično se boji pregona bančnega kriminala. In še enkrat poudarjam, je nedemokratično in je nesprejemljivo, da 9 poslancev v tem Državnem zboru povozi voljo 37 poslancev. Zakon je bil v prvi obravnavi sprejet. Zdaj, v tem mandatu je glede te določbe že bila seja poslovniške komisije in ta seja je potrdila tisto razlago, ki je do sedaj bila, torej ni bila sprejeta drugačna razlaga poslovnika. Dokler ni sprejeta drugačna razlaga poslovnika in dokler ni spremenjen poslovnik, žal ne morem delovati v nasprotju s tem, zaradi tega, ker bi na ta način pa diskriminiral vse tisto, kar je bilo pa do sedaj na ta način že narejeno. Žal tukaj res ne morem pomagati. In odločitev je v skladu tako z poslovnikom kot z odločitvami Komisije za poslovnik. Zakaj še enkrat na isto zadevo? Prosim. Dodatni predlog. Za dodatni predlog samo ima besedo magister Matej Tonin. Spoštovani predsednik Državnega zbora, meni se ta praksa zdi resnično krivična in nepoštena, ker se ne morem strinjati s tem, da bi se parlamentarni postopki končevali na odboru Državnega zbora, ne pa na plenarnem zasedanju Državnega zbora, tako da, ker pravite, da gre za stvar poslovnika, vas prosim, če lahko kot predsedujoči tej hiši sprožite postopek pred poslovniško komisijo, da te procedure spremeni. Tisto, kar lahko naredim, je, da vas bom podprl pri vašem predlogu na poslovniški komisiji, da se o tem razpravlja, kako se bo poslovniška odločila, pa ne mislim vplivati. Sedaj pa res končamo z to zadevo in smo nazaj pri prvi točki dnevnega reda. V zvezi s to točko dnevnega reda sem v poslovniškem roku prejel pisne prijave 37 poslanskih vprašanj. Vrstni red postavljanja poslanskih vprašanj je določen v skladu z 244. členom in drugim odstavkom 245. člena poslovnika Državnega zbora. Na prva 3 vprašanja poslanca in poslank opozicije ter na poslansko vprašanje poslanca vladajoče koalicije bo odgovoril predsednik Vlade Republike Slovenije. V zvezi s to točko so se danes opravičili doktorica Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport do 15. ure, gospod Karl Erjavec, minister za zunanje zadeve, magistrica Mateja Vraničar Erman, ministrica za finance, gospod Gorazd Žmavc, minister odgovoren za področje odnose med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, ter dr. Peter Gašperšič, minister za infrastrukturo. Prehajamo na predstavitev poslanskih vprašanj. Na prva 4 vprašanja bo odgovarjal predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar. Dr. Anže Logar, imate besedo, da zastavite vprašanje predsedniku Vlade Republike Slovenije, dr. Miru Cerarju. Hvala, predsednik. Zdaj, čez 12 let ne bi se vsi vozili v električnih vozilih.
leta 2050 pa naj bi bili vsi srečni. Tega sicer ni v koalicijski pogodbi, ki jo sprejela ta vlada oziroma ta koalicija, je pa nekaj drugega. Citiram. Za zagotovitev povrnitve zaupanja v finančne institucije, nadzorne institucije in inštitut pravne države je potrebno opredeliti odgovornost za nastalo bančno luknjo in zahtevati odškodninsko ter materialno odgovornost članov uprav ter nadzornih svetov dokapitaliziranih bank. Velika naloga na začetku koalicijskega sporazuma. Vemo pa, da je realnost vse prej kot drugačna 7 mesecev pred potekom roka trajnosti te koalicije. In zdaj, če gremo v realnost. V kabinetu predsednika vlade je v posmeh zapisu v koalicijski pogodbi zaposlen Anton Žunič, podpisnik milijonske pogodbe o odpravnini za Marjana Kramarja, ki nas je kasneje stala 1,3 milijone evrov, in visoki funkcionar ali pa upravnik Faktor banke, ki nas je stala skoraj 300 milijonov evrov. Za pravosodnega ministra ima predsednik vlade Gorana Klemenčiča, ki je bil takrat še šef KPK-ja seznanjen za milijardnim pranjem denarja v Novi Ljubljanski banki, pa ni obvestil o tem ne tožilstva, ne policije skladno z veljavnimi uzancami. Za državnega sekretarja na istem ministrstvu je zaposlen oziroma imenovan Darko Stare, ki je bil šef preiskav na KPK in ki je podobno kot njegov predstojnik na KPK ravnal v nasprotju z normativno podlago. Na čelu policije ste postavili Marjana Fanka, ki je bil v času preiskovanja zadeve Farrokh pomočnik direktorja uprave kriminalistične službe in je bil neposredni prejemnik dopisovanja v zvezi z zadevo Farrokh. Policija je takrat tik pred nastopom vlade gospoda Janeza Janše zadevo zaprla tako, da jo postavila v tekoče zadeve, skratka, da postopoma odide v izbris, ni pa ravnala tako, kot načeljuje oziroma kot pravi 148. člen Zakona o kazenskem postopku. Na čelo specializiranega državnega tožilstva pa želite ohraniti Harija Furlana, torej osebo, ki je bila v času seznanjena z zadevo na čelu NPU-ja. Kako naj organi, ki jih vodijo osebe, ki so bile v času teh malverzacij na funkcijah, ki bi morali opraviti svoje naloge, pa je niso, sedaj vlivajo zaupanje in novo vero v preiskovanje in vladavino prava ter delo organov pregona pod vašo vlado in izpolnjajo koalicijsko zapoved, ki ste jo dali v tem koalicijskem sporazumu. Predsednik vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar, imate besedo za odgovor. Hvala lepa za vprašanje, spoštovani poslanec dr. Anže Logar. Glede bančne luknje in številnih drugih malverzacij, ki so zelo oslabile naš bančni sistem, naj najprej rečem, da je res zaveza te vlade, da bo storila vse, kar more in to tudi dela, da seveda pripomore k temu, da bodo storilci za takšna dejanja odkriti, sankcionirani, torej pred pristojnimi organi. In zato seveda vzpostavljamo ustrezen pravni okvir in izvajamo druge aktivnosti, ki jih vlada lahko. Če pogledamo, bančna luknja, torej je nastala večina kreditov, ki so povzročili bančno luknjo, je bila najetih v obdobju 2004 do 2008. Potem so se takratne in naslednje vlade nekako težko znašle v tej situaciji, kajti niso se zavedali obsežnosti in možnih posledic krize, ki je sledila. Zato so se začeli na to odzivati in seveda naša vlada je tista, ki je zdaj prišla v situacijo, ko mora čim bolj spodbuditi postopke na tem področju, da se čim prej seveda zaključijo. Naj povem, da policija že od leta 2012 pa seveda zdaj do danes obravnava to vrstne, bi rekel, sume kaznivih dejanj in v letu od 1.1.2013 do 30.9.2017, se pravi do septembra 2017 letos, je policija zaznala in evidentirala 258 sumov kaznivih dejanj, s katerimi so bile oškodovane tako komercialne banke kot banke v državni lasti. V tem obdobju je policija podala na pristojna državna tožilstva 106 kazenskih ovadb za 138 kaznivih dejanj
In s temi ovadbami je bilo, nekoliko skrajšujem statistiko, ampak seveda navajam podatke točno, je bilo ovadenih 157 bančnikov, ugotovljena škoda na podlagi zgolj teh podanih kazenskih ovadb pa znaša 456 milijonov evrov. Seveda se te procesi še nadaljujejo, vendar pa se od leta 2015 število zaznanih kaznivih dejanj na tem področju zmanjšuje in je trenutno v preiskavi še 35 takšnih sumov, bi rekel, ki jih policija torej preiskuje. Tako da tukaj zadeve seveda so zdaj predvsem v rokah državnega tožilstva. Prišle bodo, upam, čim prej do sodišč, kjer bodo obravnavane pred sodišči in kjer bo prišlo do končnih razsodb. Policija pa jih obravnava še en del in je seveda pozorna na to, kako naprej. Zdaj seveda, vi ste želeli pozornost preusmeriti s svojim vprašanjem na konkretne ljudi, na konkretna imena, torej ljudi, ki danes delujejo v okviru vlade, njene administracije in podobno. Meni se zdi taka razprava, takšen javni linč, kot ga želite tu prizarjati, neprimeren. Namreč nobena od teh oseb, kolikor vem, ni bila niti ovadena, sploh pa ne pravnomočno obtožena, če govorim zdaj vseh skupaj, za kakršnokoli kaznivo dejanje z tega področja. Če so bile ovadbe, če so bile podane ovadbe, torej so v teku, se bodo verjetno pač pred državnim tožilstvom, kasneje pred sodiščem izkazale za verodostojne ali ne. Ampak v tem trenutku nimam nobenega konkretnega oprijemljivega razloga, da bi lahko glede navedenih oseb menil, da niso primerne za opravljanje funkcije. Nasprotno, verjamem, da opravljajo svoje naloge odgovorno. In seveda naj povem to, da naša vlada, in tu se ne želim spuščati v osebne diskreditacije, čeprav naša vlada je seveda nastopila funkcijo potem, ko je bila bančna luknja že zdavnaj, torej ko je že zdavnaj nastala in ko posledice so čutili vsi državljani zelo močno in zato to se je dogajalo v prejšnjih obdobjih, ampak mi smo se odločno lotili ne le preiskave bančne luknje, ampak tudi sistemskih sprememb ter ukrepov, da do zlorab davkoplačevalskega denarja več ne bo prihajalo. Tako smo denimo, če navedem samo nekaj ukrepov, ker seveda časa ni dovolj, uredili dostop do podatkov varovanih kot bančna tajna. Potem smo za osebe, ki so za DUTB v pravnem razmerju vzpostavili naznanilno dolžnost. Zvišale so se kazni za korupcijska kazniva dejanja zoper gospodarstvo in zoper uradno dolžnost. Podaljšani so roki za zastaralni roki za korupcijska kazniva dejanja za 10 na 20 let. Okrepljenje je učinkovitost pregona. Mi smo kar, bi rekel, za 30 novih zaposlitev smo izvedli na državnem tožilstvu. Bistveno smo ukrepili, to je bila največja ukrepitev državnega tožilstva od osamosvojitve dalje. Potem smo seveda olajšali dokazovanje naklepa v zvezi s storitvijo kaznivega dejanja zlorabe položaja in tako naprej. Skratka, bom mogoče še v nadaljevanju uspel pojasniti kaj več. Zelo veliko sistemskih sprememb smo sprejeli, ki omogočajo policiji, tožilstvu in sodiščem, da seveda ta dejanja ustrezno sankcionirajo, tako da počakajmo, da bodo postopki končani. Dr. Anže Logar, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Hvala lepa. Zdaj, predsednik vlade je izpostavil, da sem poimensko omenjal ljudi. Tako kot bomo poimensko označevali to vlado z vlado Mira Cerarja, ne pa vlado Republike Slovenije in tehtali njen uspeh, bomo uspeh posameznih organov merili tudi po delu predstojnikov teh organov. In zato je normalno, da če osebe, ki so bile zapletene ali upletene v neke druge posle, potem prevzamejo odgovorne funkcije, se poraja upravičen dvom, da bodo te funkcijo uspešno izpeljale. Zdaj, podobnih kadrovanj vlade Mira Cerarja ali pa njenih pod institucij je še celo more, jaz jih lahko naštevam cel dan, če bomo glasovali, da se bomo o tem razpravljali v državnem zboru. Ampak poglejte, preiskovalna komisija za ugotavljanje odgovornosti v bančnem sistemu je eno leto nazaj sprejela soglasno sklep, da se pozove Ministrstvo za pravosodje, da pripravi vse potrebno za oblikovanje sodišča za pregon finančne kriminalitete oziroma bančne kriminalitete. Kaj ste v enem letu naredili? Zavrnili ste predlog neke opozicijske poslanske skupine. Naprej, pred enim mesecem je preiskovalna komisija predlagala in državni zbor je sprejel, da se od SDH-ja zahteva pripravo poročila za
zadevo Farrokh v največji državni banki NLB. Kaj ste v enem mesecu naredili? Konkretno prosim. Potem v koalicijskem sporazumu imate zahtevo, da se zahteva odškodninsko in materialno odgovornost članov uprave in nadzornih svetov dokapitaliziranih bank. Kaj ste na tem področju konkretno vi naredili? Koliko zahtev ste dali? In zelo konkretno, ali ima gospod Klemenčič pri vas, oziroma ali gospod Klemenčič pri vas še uživa zaupanje, glede na vse zadeve, ki so se dogajale v zvezi njegove pretekle funkcije in tudi vseh postopkov, ki so padali na sodišču. Hvala lepa. Predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar, imate besedo za dopolnitev odgovora. Ja, spoštovani gospod poslanec, vi veste, da imam za ta odgovor, mislim, da še 2 minuti. In seveda ste zastavili toliko vprašanj, da bi za resen odgovor potreboval bistveno več. Naj samo to najprej pojasnim. Ne pravite, da je potrebno ugotavljati odgovornost individualno in poimensko. Se s tem seveda vedno strinjam. Ampak ne kar tako, da nekoga obtožite brez dokazov. Jaz ne poznam, da bi kdorkoli od teh, ki ste jih navedli, bil v kakršnemkoli kazenskem postopku. Se pa spomnim marsičesa iz preteklosti in mislim, da ko bomo imeli čas, ko ne bo razprava potekala na 2-3 minute časa, bo zelo zanimivo ugotavljati, kdaj je nastala bančna luknja, kdo ni storil tistega, da bi jo preprečil in tako naprej. Ampak o tem verjetno bomo govorili kdaj drugič in tudi tam bodo konkretna imena seveda lahko na voljo. Bi pa dejal še enkrat, ni res, da se ta vlada ne ukvarja s tem problemom. Ta vlada je vzpostavila, kot sem navedel in lahko bi še navajal, pa ni časa, kar veliko sistemskih sprememb, ki omogočajo učinkovitejše, veliko pregon vseh teh dejanj, ki so povezana z veliko oškodovanju bankam, davkoplačevalskemu denarju in tako naprej. In absolutno seveda tudi zavračam razne obtožbe, da glede zadeve Farrokh nismo aktivni. Kot veste, sem tukaj že Državnemu zboru pojasnil, da pričakujem in sem tudi naložil pristojnim organom, da ukrenejo vse potrebno, da se te zadeve dodatno raziščejo in te zadeve seveda, če bodo pripeljale do nekih ugotovitev na ravni policije, drugih državnih organov, Urada za pranje denarja, karkoli, bodo seveda naprej sprocesirane. Tako kot bo tudi potekala še naprej, in to zelo pozdravljam, preiskava, ki bo potekala pred preiskovalno komisijo, ki bo še posebej naslovila prav to vprašanje. Tako tudi menim, da je zelo dobro, da potekajo vse 3, tako rekel, preiskave oziroma zasliševanja pred 3 komisijami Državnega zbora, ne nazadnje tudi pred vašo, ki je že opravila kar nekaj dobrega dela, kajti tako bomo skupaj Vlada, Državni zbor, vsi nosilci, rekel tudi pristojna ministrstva, zaokrožili sliko. Bistveno je pa to, glede bančne luknje so zadeve bile v večini primerov od policije predane državnemu tožilstvu. Zdaj se procesirajo, to ni več pristojnost vlade. Ti organi delujejo neodvisno od vlade po strokovnih kriterijih in se kot predsednik vlade lahko samo pričakujem in izrazim javni poziv, da se te postopki pač v skladu s stroko čim prej prevedejo na sodišča, da se bo tam zaključili. In verjamem, da bodo dobili tudi ustrezne epiloge, še posebej, ker, kot sem rekel, vzpostavljamo boljši pravni okvir, kot je bil v preteklosti, da se bodo lažje ti krivci torej razkrili in kaznovali. Hvala lepa. Dr. Anže Logar, imate besedo za postopkovni predlog, da se na naslednji seji opravi razprava o odgovoru. Ja, hvala, predsednik. Jaz mislim, da je treba iti naproti predsedniku vlade, ko je dejal, da v 3 minutah nima dovolj časa, da obrazjasni vse, kar je želel v zvezi s to temo povedati, čeprav v teh zadnjih 3 minutah ni odgovoril na niti eno moje vprašanje. Ni odgovoril na to, ali zaupa pravosodnemu ministru gospodu Klemenčiču, ni odgovoril, ali je SDH-ju naročil, vlada kot skupščina, da pripravi Nova Ljubljanska banka poročilo o zadevi Farrokh in ni odgovoril o konkretnih aktivnostih, ki jih je vlada sprejela na področju priprave specializiranega sodišča za pregon organizirane kriminalitete. 3 zelo kratka vprašanja, ki terjajo 3 zelo kratki odgovori, lahko so enozložni da, ne. Kljub temu mislim, da je treba, kot sem rekel, prisluhniti predsedniku vlade in mu je treba iti naproti, da o tem pripravimo eno razpravo v Državnem zboru, kjer bomo lahko na te zadeve odgovorili. Me pa čudi, da predsednik vlade, ki ima v rokah, torej
stranka SMC tako pravosodno kot notranje ministrstvo, torej dva ključna vzvoda za preiskovanje bančne kriminalitete ali kriminalitete pranja denarja, največje upe polaga na preiskovalno komisijo, ki jo vodi spet poslanec SMC-ja za preiskovanje v tej zadevi. To pa je rahlo nenormalna ali pa nenavadna schema polaganja upov v razrešitev odgovornosti. Ampak razumem, da je bil v dilemi v časovni stiski, zato predlagam, da o tem opravimo podrobno preiskavo. Bi pa zaključil z besedami predsednika vlade, s katerim je šel na volitve. Namreč dejal je, za zmago zla je dovolj že to, da dobri ljudje ne storijo ničesar. Zdaj, če smatramo, da so v vladi dobri ljudje, se zdi, kot da do sedaj na področju pregona bančne kriminalitete niso storili ničesar ali zelo malo. Časa imate 7 mesecev, če želite biti dobri ljudje tudi na koncu, pač čas se izteka. Tako da predlagam, da vsaj tu v Državnem zboru mi sprožimo to razpravo, opravimo zelo podrobno razpravo s prisotnostjo predsednika vlade, ki bo lahko vse razložil in tudi povedal, ali še zaupa pravosodnemu ministru gospodu Klemenčiču. Dr. Anže Logar, o vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri, 17. oktobra 2017, v okviru glasovanj. Violeta Tomić, imate besedo, zastavite vprašanje predsedniku vlade Republike Slovenije, dr. Miru Cerarju. Hvala za besedo, spoštovani predsednik. Že daljnega leta 2011, se pravi pred 6 leti in pol, je ta Državni zbor z dvotretjinsko večino sprejel deklaracijo o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji. Več kot 10 let traja organiziran boj skupnosti Albancev, Bošnjakov, Črnogorcev, Makedoncev, Hrvatov in Srbov za ureditev njihovega položaja in statusa z vpisom v ustavo. Žal pa je sprejetje te deklaracije bila edina stvar, ki smo jo uspeli v skoraj četrt stoletja naše države narediti. Iz te sprejete deklaracije izhaja jasna namera in tudi zaveza države, da bomo celovito obravnavo, status in pravice uredili na ravni ustave. In to je tudi pravzaprav edina primerna rešitev, ki bi v ustavi zagotovila podlago za urejanje kulturnih pravic s posebnim zakonom. Več kot 3 leta pa je minilo tudi, odkar ste vi, predsednik vlade, in odkar ste podpisali koalicijsko pogodbo, ki kot ukrep na področju političnega sistema in človekovih pravic pod točko 12 vsebuje tudi zavezo za ureditev kolektivnih pravic narodnih skupnosti pripadnikov nekdanje SFRJ v Sloveniji. In kljub temu do danes na tem področju niste naredili čisto nič. Mi v Levici za razliko od vas dosledno spoštujemo svoje predvolilne obljube in se dosledno zavzemamo za spoštovanje človekovih pravic. In ravno zato smo pripravili tudi predlog za dopolnitev ustave, ki bi ustavo zapisal, da so Albanci, Bošnjaki, Črnogorci, Hrvati, Makedonci in Srbi, ki živijo v Sloveniji, manjšinske narodne skupnosti, ter da se njihov položaj in kolektivne pravice uredijo z zakonom. Za začetek postopka pa je potrebnih 20 podpisov poslancev. In kljub vaši jasni zavezi v koalicijski pogodbi, zahtevanega števila podpisov še nismo dobili. In poudariti želim, da nismo dobili prav nobenega podpisa od koalicijskih poslancev, ne od največje SMC, niti Desusa, niti Socialnih demokratov. Zato vas sprašujem, ali kot predsednik vlade in predsednik največje koalicijske stranke podpirate ustavno priznanje položaja in kulturnih pravic narodnih skupnosti po izvoru iz razpadle SFRJ, ali nameravate uresničiti zavezo zapisano v vaši koalicijski pogodbi in ne nazadnje, ali ste vi sami oziroma vaše mnenje razlog za to, da poslanci SMC še niso prispevali za podpise za spremembo ustave. Hvala za vaše odgovore. Predsednik vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar, imate besedo za odgovor. Hvala lepa, spoštovana poslanka Violeta Tomić. Najprej naj povem, da tako
osebno kot predsednik vlade in tudi kot predsednik stranke Modernega centra SMC menim, da je položaj narodnostnih skupnosti nekdanje SFRJ, kot tudi ostalih narodnostnih skupnosti za Slovenijo zelo pomemben in seveda ureditev tega položaja je predpogoj za njihovo integracijo, za pravzaprav korist, ki jo imamo od tega ne samo oni, ampak vsi Slovenci, ki z njimi skupaj sobivamo. Tako da stranka SMC, pa tudi sam osebno in kot predsednik vlade, spodbujamo vse ukrepe, torej podpiramo vse ukrepe, ki gredo v korist teh narodnostnih skupnosti in njihovemu dobremu sožitju z nami tu v Sloveniji. V ta namen vemo, da ima nekatere ključne pristojnosti Ministrstvo za kulturo in njegov pristojni urad in v ta namen se že od začetka mandata nekako pogovarjamo tudi s predstavniki teh skupnosti o zakonskih izboljšavah ureditve njihovega položaja v Sloveniji. Naj povem zelo jasno, da sem osebno naklonjen tudi možnosti, da bi se posebne kulturne pravice, torej posebne pravice na kulturnem področju teh narodnostnih skupnosti, predvsem pripadnikov bivših republik nekdanje skupne države, lahko uredil tudi za ustavo na ustavni ravni. Seveda pa moram poudariti to, kar vemo vsi in kar je zelo pomembno izpostaviti, da seveda imajo vsi ti ljudje, ti naši sodržavljani, pripadniki teh narodnostnih skupnosti po ustavi že zagotovljene vse možnosti, da izražajo svojo pripadnost k svojemu narodu, skupnosti, da se seveda krepijo svoj jezik, nacionalno identiteto, kulturo in to mi nazadnje daje kot seveda pravico, kot neko, bi rekel, možnost tudi deklaracija, ki smo jo sprejeli pred leti. Je pa res, da na teh področjih bi se dalo zadeve še izboljšati, ampak zato je seveda potreben tudi nek konsenz s strani teh skupnosti, kajti teh skupnosti je kar nekaj v Sloveniji, več društev, s katerimi smo v pogovoru in seveda, ko bomo prišli do nekega konsenza, bomo na zakonski ravni, jaz mislim, vsi skupaj z veseljem, še bi rekel, dopolnili ta katalog pravic oziroma obsega pravic na kulturnem področju, torej do jezika, izražanja neke pripadnosti, kulturnega udejstvovanja in tako naprej. Je pa tako, da bodi se, da gre za takšno vrsto ustavne spremembe, bodi se, da gre za bolj korenito, kot jo predlagate vi, ko gre za spremembo celo statusa, oziroma vzpostavitev nekega novega statusa teh manjšin, je to pravzaprav zelo zahtevna naloga, ki jo v prvi vrsti izvede jasno Državni zbor, kajti potrebna je dvotretjinska absolutna večina, torej dvotretjinska večina vseh poslancev za takšno ustavno spremembo. In iz dosedanje prakse vemo, da je neprimerno in, bi rekel, narobe, če z neko sprožitvijo postopka, da nima ustavnega postopka v tem primeru, dobijo ti predstavniki teh skupnosti nek občutek, da bo prišlo do ustavne spremembe, v resnici pa za ustavno spremembo ni dovolj volje, ni dovolj glasov v celotnem političnem prostoru. In ravno to sem tudi sam ugotovil s pomočjo nekaterih, ki so seveda preverjali to podporo tudi med samimi poslanci v Državnem zboru. Zaenkrat ni realno pričakovati, kolikor imam informacijo, da bi lahko do takšne ustavne spremembe prišlo. Če se bo izkazalo, da jo podpira 2/3 vseh poslancev, seveda temu nikakor ne bom nasprotoval, kot sem rekel. Je pa jasno, da je to zelo odgovorno, če sprožiš postopek za ustavno spremembo in je zelo pomembno, da ga potem izpelješ do konca korektno, tako kot se pravzaprav spodobi tako za parlament, kot za tiste, ki jih ta ustavna sprememba zadeva. Tako da jaz menim, da je tukaj treba absolutno še naprej delati vse dobro in najboljše, kar moramo za pripadnike teh skupnosti. Verjamem, da lahko dosežemo neke zelo konstruktivne spremembe na zakonski ravni in če se bomo uskladili jutri, pojutrišnjem, sem prepričan, da jih bomo v Državnem zboru sprejeli nemudoma. Glede ustavne spremembe pa moram seveda spoštovanemu zboru prepustiti to možnost, da seveda oceni, ali lahko do nje pride. V takem primeru, če se bo postopek začel, bo vlada zagotovo v njem zelo tvorno sodelovala. Hvala lepa. Violeta Tomić, imate besedo, da obrazložite zahtevo za dopolnitev odgovora.
Predsednik vlade, jaz ne vem, kako naj ta vaš odgovor sploh jemljem resno, res. Ali naj poudarim, koliko neresnic ste navedli, ali naj poudarim prej vašo popolno nepripravljenost za rešitev tega. Namreč najprej ste rekli, da je potrebna dvotretjinska večina za spremembo ustave. Vi imate to večino in velik vpliv znotraj koalicije in nikar ne prelagajte odgovornosti na druge, ker to je popolna laž, da potem nimate nikakršne moči tukaj. Druga stvar, ki popolnoma ne drži, je, da se te kulturne skupnosti niso med sabo uskladile. Tukaj imam memorandum iz leta 2014, kjer so podpisi prav vseh. Imate tukaj predstavnika albanske narodne skupnosti, bošnjaške, črnogorske, hrvaške, makedonske in srbske. Oni so složno prosili vlado, da se ta zadeva uredi in od leta 2014 ni prišlo to na mizo in na dnevni red razprave. Zdaj, vaše sodelovanje in posluh pri njihovih utemeljenih predlogih ni nikakor tvorno niti kreativno. In na svet vlade za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ so pred kratkim tudi naslovili zahtevo po prekinitvi 3 leta trajajočega molka v zvezi s tem in me zanima, kaj ste storili v zvezi s tem. In zanima me, v deklaraciji je bila jasno omenjena sprememba ustave in je bila sprejeta z glasovi več kot 60 poslank in poslancev in kako lahko ignorirate in popolnoma zaobidete voljo teh poslancev in kakšni so vaši konkretni argumenti proti dopolnitvi ustave, kajti kot vemo je ta edini primeren način za dosego priznanja statusa in kulturnih pravic. Hvala za dopolnitev. Predsednik vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar, imate besedo za dopolnitev odgovora. Hvala lepa, se bom v bistvu lahko zelo kratek, ker sem večino stvari že povedal. Najprej naj ponovno povem, da dvotretjinska večina je tisti kriterij, ki je potreben za izpolnitev pogoja, da pride do spremembe ustave. Zdaj, če obstaja ta dvotretjinska večina v državnem zboru, če obstaja ta volja, bom seveda zelo vesel, ker bo potem do take spremembe, ki je najboljša za to narodno skupnost, zagotovo prišlo. Ampak jaz poudarjam, da po mojih informacijah tega soglasja ni, ne nazadnje še predloga ni vloženega in jaz verjamem, da je to zadeva, ki jo mora pravzaprav v prvi vrsti odgovoriti na njo, torej državni zbor. To je zadeva, ki zadeva predvsem ustavodajalca, to je državni zbor. Vlada pa bo tukaj vedno pomagala z informacijami, s pobudami, z vsemi možnimi, bi rekel, sredstvi, ki so ji na voljo. Naj rečem, da ni res, da ni potekal dialog, seveda je potekal dialog v več segmentih z predstavniki teh skupnosti, tudi stranka Modernega centra je imela nekaj pogovorov z njimi, verjamem, da tudi ostale in seveda preverjamo politično voljo, da se uskladimo, kje bi lahko naredili skupaj najboljše za njih. Jaz vam zagotavljam, da če bo prišlo do uskladitve v recimo prihodnjih tednih ali mesecih glede možnosti zakonodajnih sprememb v korist pripadnikov teh skupnosti, bo vlada to zanesljivo predlagala, če ne tudi poslanske skupine same. Po drugi strani pa, kot rečeno, glede ustavne spremembe pa vlada ni tista prva, ki bi v tem primeru lahko zagotovila, da do nje pride in zato je potreben ta nadaljnji dialog, nadaljne, bi rekel, nek kontakt, ki bo pripeljal do tiste volje, da se bo to zgodilo. Torej, toliko bi povedal, ni pa res, da govorim neresnice, to pač odločno zavračam. Hvala. Violeta Tomić, imate besedo za postopkovni predlog, da se na naslednji seji opravi razprava o odgovoru. Glejte, po toliko pretečenih letih, ko se ni na tem področju zgodilo čisto nič, mislim, da je skrajni čas, da te zadeve uredimo in da to vprašanje končno zapremo in priznamo njihov status na edini primeren način. Zdaj to lahko naredimo le tako, da se v državnem zboru začne postopek za spremembo ustave in vse to, kar ste prej navedli, je stvar postopka, ne. Mi smo želeli samo 20 sopodpisov, da bi lahko odprli razpravo o tem. In seveda vi imate možnost in če pridobite glasove 52 koalicijskih poslancev, naših imate, verjetno boste dobili tudi predstavnike manjšin
se zna zagotoviti ta potrebna dvotretjinska večina, vendar najprej moramo pokazati voljo do tega in ravno zato mislim, da je nujno potrebno, da na naslednji seji opravimo o tem razpravo. Kajti vi ste ustavni pravniki, najbolj veste, kakšen postopek je tukaj najboljši in da se vse to, kar ste izpostavili, tehta šele in spreminja potem, ko se postopek sploh začne. In vaš odgovor jaz ne jemljem kot nič drugega kot izmikanje mojemu vprašanju. Zdaj, kako bomo zapisali, kako bo postopek tekel, da bo rešitev najbolj primerna, je seveda stvar ustavne komisije in strokovne skupine, ki bo imenovana. Torej, to ni razlog, vsaj zato, da niste zagotovili vsaj podpore poslanski skupini Levice pri naši pobudi in da niste zagotovili potrebnih 20 sopodpisov. Skratka, predlagam, da se na seji opravi razprava o tem vprašanju in da končno zapremo vprašanje manjšine in da odpravimo te krivice, kajti to je naša dolžnost. Stvar ni minorna, gre za več kot 200 tisoč državljank in državljanov Republike Slovenije in po ustavi so vsi državljani enakopravni. In še nekaj bom rekla, Slovenci v vseh državah, ki so nastale po razpadu bivše SFRJ, uživajo mnogo več pravic, kot jih mi, ki naj bi bili neki vzor na tem področju ozemeljskem, zagotavljamo manjšinam, ki prihajajo iz razpadle bivše skupne države. Tako da jaz upam, da me boste podprli pri zahtevi za to razpravo, kajti čas je, da to uredimo. Hvala. Violeta Tomić, o vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri, 17. oktobra 2017, v okviru glasovanj. Gospa Ljudmila Novak, imate besedo, zastavite vprašanje predsedniku Vlade Republike Slovenije, dr. Miru Cerarju. Spoštovani predsednik Vlade, pri svojem delu se pogosto srečujem z ljudmi, ki potožijo, da živijo v državi, ki ne zagotavlja enake obravnave za vse državljane. In res tudi sama opažam, da zgleda, kot da imamo res dve pravni državi. Ena velja za male ljudi, pridne in delovne, ti so tudi za male prekrške kaznovani z visokimi kaznimi, ki jih morajo hitro plačati, čeprav so kazni pogosto nesorazmerne teži prekrška. Druga pravna država namreč velja le za določene izbrance, tako imenovane velike ribe, ki jim je dovoljeno prav vse, tudi nepoštenost in pohlep, pa zato ne odgovarjajo. Slovenija ne sme biti država, v kateri veljajo dvojna merila. Poglejmo samo bančno luknjo, o kateri pogosto govorimo, za 5 milijard evrov visoko bančno luknjo, ki smo zakrpali davkoplačevalci, nihče izmed odgovornih bančnikov ni ne kazensko in ne odškodninsko odgovarjal. Je to pravična država? Zato vas sprašujem, kaj bo vlada naredila, da bo zagotavljala pravično državo, v kateri bodo zakoni veljali za vse enako. Moj cilj namreč je, in cilj Nove Slovenije, da Slovenija končno postane pravična domovina za vse. Če velikih lumpov ne bomo preganjali, potem dajemo poštenim državljanom slab zgled in upravičeno so žalostni in izgubljajo zaupanje v državo in njene inštitucije. Nepoštenost mora biti kaznovana, sicer se bo vedno znova ponavljala tudi v prihodnosti. Tudi zaradi tega, ker Slovenija ne nudi enakih pogojev za vse, jo mladi zapuščajo. Torej, imate dodatno možnost, prej ste rekli, da je premalo časa, da poveste, kaj bo vaša vlada naredila, da bo zagotovila bolj pravično državo, v kateri bodo zakoni veljali za vse enako. Predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar, imate besedo za odgovor. Hvala lepa, spoštovana. Hvala lepa za vprašanje, spoštovana poslanka Ljudmila Novak. Dosledno spoštovanje načel pravne države
je zagotovo eden najpomembnejših ciljev in zavez te vlade in k temu smo se, kot pravite, zavezali tudi v koalicijski pogodbi. Jaz razumem ljudi, ki ocenjujejo in mnogi tudi utemeljeno, da pravna država ne deluje optimalno, da je pravica prepogosto prepočasna in da ni vedno povsem nepristranska, kot bi morala biti. To je dejstvo, ki pač obstaja, ampak tudi zato, da to presegamo postopno, vendar vztrajno smo v tem mandatu naredili že kar veliko, torej da bi stanje izboljšali. Tam, kjer imamo seveda pristojnosti, in to se pravi na organizacijskem, zakonodajnem in kadrovskem področju. Vemo pa, da izvršna veja oblasti ne more ne tožiti, ne soditi na mesto tožilcev ali sodnikov, niti ne more preiskovati na način, da bi politiki preiskovali, ampak to delajo seveda strokovnjaki, kot so inšpektorji, policisti in drugi. Tako da odgovornost za spremembe je tudi na teh organih. S tem se ne izogibam odgovornosti vlade, ampak to je treba zelo jasno povedati, da je pravzaprav odgovornost za pravno državo porazdeljena na vse. Torej, del odgovornosti nosijo organi odkrivanja, del tožilstva, del sodstvo, del seveda vlada z ministrstvi, del pa nosimo seveda vsi državljani in tukaj bi tudi bilo treba reči, da je včasih pravna zavest med državljani še prešibka in da je treba jo spodbujati tako, kot seveda jo spodbujamo tudi pri organih. V mandatu te vlade smo predvsem na področju pregona najzahtevnejše gospodarske kriminalitete, kot sem prej že deloma dejal, glede bančništva, sprejeli številne ukrepe, nekatere ste v obliki zakonskih sprememb potrdili tudi poslanci v Državnem zboru. To je še posebej pomembno zato, ker s tem naslavljamo skozi pregon za kazniva dejanja in druga kaznovalna ravnanja, pravzaprav tiste, ki so najbolj vplivnejši v družbi, ki so na najvplivnejših mestih in položajih in s tem dejansko skušamo izenačiti to pozicijo, da bi prišli do večje enakopravnosti, ki jo seveda si vsi želimo. Tako smo med drugim, kot sem že prej rekel, zvišali kazni za korupcijska kazniva dejanja, podaljšali zastaralne roke za gospodarska in korupcijska kazniva dejanja. Zaostrili smo zakonodajo in to kazensko zakonodajo na področju davčnih utaj in pranja denarja. Omejili smo denimo možnost, to kar pogosto zasledimo v časopisih, možnost zlorab zdravniških opravičil z namenom izogibanja kazenskih sankcijam. Tako da kar nekaj teh ravnanj in mogoče najpomembnejše, če navedem še enega, spremenili smo elemente kaznivega dejanja zlorabe zaupanja pri upravljanju gospodarske dejavnosti. To je tipično kaznivo dejanje za bančno in gospodarsko kriminaliteto, ki je sedaj primerljivo z drugimi evropskimi ureditvami in omogoča lažje dokazovanje. Se pravi, delamo tisto, vlada dela to, Državni zbor, ki sprejme potem zakon, da bi rekel, kazniva dejanja za ene in druge, torej manj premožne, bolj premožne na položajih, tiste druge so takšne, da bodo tudi tisti, ki so tam zgoraj, kot pravimo, v bankah, v strukturah oblasti, v vrhu podjetjih odgovarjali. In pozablja se, da je bilo do te spremembe, ki sem jo zdaj uvedel, ki je bila na predlog vlade v tem Državnem zboru potrjena lani, Slovenija med državami, ki je med evropskimi državami zahtevala kaj najvišjo stopnjo dokazane krivde za bančne malverzacije. To se pravi, da je bilo pri nas najtežje odkrivati te bančne malverzacije. Če mi ne bi te spremembe naredili, bi še danes mnogi, ki se bodo zdaj znašli pred sodišči, ne odgovarjali za svoja dejanja. In poudarjam, ti postopki so v teku, vendar so v domeni tožilstev in morajo priti do sodišč. Na to pa mi nimamo neposrednega vpliva, politika na to ne sme vplivati in prav je tako, tukaj mora delovati ta pravna stroka in tukaj pač apeliramo na pravno zavest in odgovornost nosilcev teh funkcij. Ta vlada je pripravila tudi obsežne spremembe ključnega predpisa, ki določa pravila igre, nek tempo in odgovornost v predkazenskih in kazenskih postopkih, to je ZKP, Zakon o kazenskih postopkih, ki že več kot 20 let ni bil spremenjen. In tukaj seveda vas pozivam, da ga podprete pri ponovnem glasovanju, kajti prav tukaj bo prišlo do veliko takih sprememb, ki bodo prinesla to, bi rekel, enakost v pravo, predvsem pa tudi to, da bodo tisti, ki večji kriminal zagrešijo, ki so na odgovornejših položajih, bolj sankcionirani. Ne samo navedem nek
primer, recimo, minuli teden je potekala že 100. obravnava ponovljenem sojenju v zadevi Balkanski bojevnik. Zakaj? Ker imamo takšne predpise, da lahko višja sodišča stalno vračajo zadeve na nižja. Novela ZKP-ja pa bo od višjih sodišč zahtevala odločitve in ne povlačene na prvo stopnjo. Tako da nimamo. Gospa Ljudmila Novak, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Ja, spoštovani predsednik vlade, sej pogosto poslušamo, kaj vse ste naredili, žal pa še vedno ne vidimo pravih učinkov. Še vedno navadni ljudje plačajo za majhen prekršek 3000 evrov kazni, kot naprimer za podarjen izdelek na nekem sejmu, medtem ko nihče od teh, ki so naredili bančno luknjo, za to še vedno ni odgovarjal. In žalostno je, da neka komisija Državnega zbora ugotovi več o tej bančni luknji in o pranju denarja, kot pa pristojne državne inštitucije. To pa je zaskrbljujoče. Vsi poznamo ta primer pranja denarja, iranskega denarja v NLB in da naj bi bila banka opozorjena, vlada, vsi naj bi bili opozorjeni, inštitucije naj bi to delale, rezultata pa ni. Vse je potihnilo, če ne bi bilo te preiskovalne komisije, še vedeli ne bi za to. Zato pa vas sprašujem, kaj pa bi vi naredili, če bi bili obveščeni, da se v državni banki pere denar v takih razsežnostih? Kaj bi vi naredili kot predsednik vlade? In sprašujemo se tudi, ali tudi v tem času potekajo podobna dejanja v državni banki. Ali smo sedaj bolj varni, ali smo varni, ali pristojne inštitucije dovolj dobro delajo, da to preprečijo. In kako vi temu sledite in kaj bi vi naredili, če bi bili obveščeni o takem dogajanju? Predsednik vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar, imate besedo za dopolnitev odgovora. Ja, če bi obveščen o nezakonitem ali hudo neetičnem ravnanju, bi seveda ukrepal na način, kot lahko, to je pozval bi pristojne organe, predvsem policijo, inšpektorje in druge, da zadevo nemudoma raziščejo in da seveda primejo storilce takih dejanj in se potem postopki s tem nadaljujejo. Zdaj vi me sprašujete, kaj bi naredil, to bi morali narediti prejšnje vlade. Nazadnje ste bili v eni takšnih vlad in jaz zdaj stalno poslušam bančna luknja. Zakaj pa imamo bančno luknjo, zakaj pa je bila? Zakaj pa smo vsi plačali potem toliko milijard, da smo jo zaprli? Zato, ker v nekem obdobju ni bilo dovolj kontrolnih mehanizmov. Pa to ni zdaj obtožba, ampak to je ugotovitev nekega dejstva, ki ga želite vsi, ki ste takrat vodili državo, zakriti. In zdaj pozornost presmeriti na našo vlado. Ja, in naša vlada ni naredila bančne luknje, naša vlada tudi, verjamem, vzpostavlja boljše in bolj ustrezne mehanizme, da do nje ne bo prišlo. In tudi, da ne bo prišlo do drugih malverzacij v bančništvu in verjamem, da smo danes bistveno bolj varni, kot smo bili v času 2004, 2008 ali 2008 do 2014. In primer pranja denarja v NLB. To se je zgodilo v času prejšnjih vlad. Kot sem rekel, takoj, ko smo za to izvedeli, smo pač ukrepali kot lahko. Pristojni organi so dobili navodila, da zadeve natančno raziščejo, kolikor se da, ne moremo pa sprejemati retroaktivnih predpisov za nazaj, ker je to protiustavno, pač pa lahko samo v skladu z zakoni, zdaj ukrepamo kot moramo. In ukrepamo na ravni vlade, ukrepamo na ravni Državnega zbora in bomo videli, do kam bodo zdaj te, bi rekel, preiskovalna ravnanja privedla. In če bo prišlo do tega, da najdemo krivce in ugotovimo, da je šlo za tukaj nezakonita ravnanja, kar je zelo verjetno, še posebej v tem primeru, ki ste ga omenili, verjamem, da bodo pristojni organi ukrepali. In to je vse, kar lahko reče. Absolutno, kot predsednik vlade zagovarjam pravno državo, enakost pred zakonom in to, da je treba ukrepati in tistega, ki je storil nekaj narobe, poslati pred sodiščem, obsoditi in kaznovati. Konec. Hvala lepa. Gospa Ljudmila Novak, imate besedo za postopkovno zahtevo, da se na naslednji seji opravi razprava o odgovoru. Seveda imam to postopkovno zahtevo, kajti ne smemo dati miru vsem inštitucijam v državi, da dejansko odkrijemo, kdo so tisti, ki so povzročili bančno luknjo. Nikakor nisem obtožila vas, spoštovani gospod predsednik, da ste to vi storili, samo vprašala sem vas,
kako bi vi ukrepali, če bi za to izvedeli. Torej, predsednik vlade mora ukrepati, mora se pozanimati, do kakšnih rezultatov so prišle pristojne inštitucije. Ne sme in ne more gledati stran. Torej je odgovoren. In če bi sama za to vedela, bi zagotovo ukrepala, tako pa nisem vedela, čeprav sem eno leto sedela v vladi, vendar bančna luknja se je dogajala veliko prej. Želim samo, da tisti, ki so jo naredili, za to odgovarjajo, da ste vi tisti, ki pristojne inštitucije k temu pozivate, zahtevate od njih, da se to v resnici zgodi. Sem pa razočarana, moram priznati, da je bil na odboru zavrnjen oziroma sta bila zavrnjena naša zakona o specializiranem državnem tožilstvu in sodišču za pregon bančnega kriminala, kajti v prvem branju je večina poslancev to podprla. Podprli smo tudi poročilo o dogajanju v NLB, kjer smo prav tako želeli, da se to dodatno razišče, da ustanovimo pristojne organe za to, okrepljene organe. Tako da sem zdaj razočarana, da ste to na odboru zavrnili in da o tem niti v državnem zboru ne bomo glasovali. Žal, potem tudi ne morem verjeti, da resno mislimo. Vsekakor pa zahtevam ponovno razpravo o tem, da damo tudi poslanci jasen znak vsem lopovam in pa tudi pristojnim inštitucijam, da moramo priti zadevi do dna, da se nam ne bodo kar naprej ponavljale enake stvari. Gospa Ljudmila Novak, o vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri, 17. oktobra 2017, v okviru glasovanj. Gospod Matjaž Han, imate besedo, zastavite vprašanje predsedniku vlade Republike Slovenije, dr. Miru Cerarju. Hvala lepa, predsednik. Spoštovani predsednik vlade, ministrski zbor. V Sloveniji imamo v zadnjih nekaj letih solidno gospodarsko rast, ki se seveda kaže v različnih statističnih kazalnikih, kot sta rast družbenega bruto proizvoda, predvsem pa tudi kot nižanje brezposelnih. In jaz mislim, da smo na to lahko še kako ponosni. Razlog za te statistične kazalnike jaz vidim predvsem v tem, da Evropa na nek način gospodarsko napreduje in pa tudi odločitve in vaše vlade in tudi prejšnjih vlad so pripeljale do tega, da se je Slovenija prišla iz te krize. V tem mandatu smo se sprostili nekatere varčevalne ukrepe, nekatere pa še moramo sprostiti. Zagotovili smo, da bodo najrevnejše skupine, predvsem upokojenci, prejemali višje prejemke in pa za moje pojme premaknili smo tudi nekatere pomembne infrastrukturne projekte. Ob tem seveda ne smemo, gospe in gospodje, pozabiti na pomen in vlogo občin, ki so v najtežjih časih gospodarske socialne krize nosili veliko breme, kljub temu, da niso imeli dovolj sredstev, ampak so znali z evropskimi sredstvi, bom rekel, ta investicijski cikl peljati tam, ker je v bistvu država takrat na nek način počepljena. Zato je pomembno, da znamo z občinam ohranjati nek partnerski odnos, predvsem zato, da bo ta partnerski odnos koristil občankam in občanom. V zadnjih 4 letih je bilo nekaj narejenega, tudi nekaj zelo dobrega, pa še vedno pa moramo ugotoviti, da so številni ljudje, med njimi tudi nekatere, ki so v ranljivejših skupini, živijo težko in niso občutili, bom rekel, vse te posledice gospodarske rasti in posledice teh, ali pa, bom rekel, dobre statistične kazalnike. In vi veste, predsednik vlade, da od statističnih kazalnikov žal ljudje ne morejo iti v trgovino po kruh in po, bom rekel, zadeve, ki jim se tiče vsak dan. Zato vas na nek način, spoštovani predsednik, sprašujem tudi v luči volitev, da se ne bomo na nek način vsi skupaj razbili in da ne bomo preveč obljubljali, kateri so predvideni ukrepi odpravljanja varčevalnih ukrepov po posameznih resorjih, ter katere so za moje pojme ključne investicije, ki bodo pospešile gospodarski rast, odprla nova delovna mesta in da bomo na nek način ta mandat pripeljali mirno do konca. Hvala lepa. Predsednik vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar, imate besedo za odgovor.
Spoštovani poslanec Matjaž Han, hvala za vaše vprašanje. Kot ste sami rekli, vlada si, verjamem, da z vsemi vami to v tem zboru prizadeva, da bi storila čim več za ljudi. Nazadnje smo tu samo zaradi tega, zato da delamo za ljudi. In zdaj seveda, če odgovorim, glede tega bi najprej odgovoril glede sproščanja varčevalnih ukrepov. Zavedam se, da to je nek proces, vendar mislim, da gre za neke ukrepe, ki so že na vidiku in so pomembni in bodo tudi ljudem prenesli kar nekaj dobrega. Tako da nimo glede pokojnin. Uskladitve pokojnin so bile letos, pa tudi leta 2016, celo više od predvidenih rednih uskladitev. Kot veste, smo usklajevali tudi izredno pokojnine in letni dodatek je bil letos ponovno izplačan vsem upokojencem, prihodnje leto bo izplačan v polni meri. Vsi omejitveni ukrepi na področju pokojnin bodo tako odpravljeni že prihodnje leto. To mislim, da je zelo pomembno. Glede plač javnih uslužbencev, s sindikati je že dogovorjena odprava plačnih anomalij najslabše plačanim javnim uslužbencem do vključno 26. plačnega razreda. Potekajo pa še pogajanja za odpravo anomalij za zaposlene nad tem, torej 26. plačnim razredom, ter za postopno odpravo preostalih varčevalnih ukrepov, kot so napredovanja, regres, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. Glede transferjev posameznikom in gospodinjstvom, leta 2018 bodo otroški dodatek ponovno prejele družine, ki spadajo v 7. in 8. dohodkovni razred, kar pomeni tudi okoli 45.000 otrok. Prav tako se bo z letom 2018 se bodo sprostili ostali varčevalni ukrepi na področju družinskih prejemkov, se pravi pomoč ob rojstvu otroka, dodatek za veliko družino, starševska nadomestila. Omenili ste občine. Postopno sproščanje omejitev se kaže tudi v ponudbi občinam, da bi povprečnina v letu 2018 znašala 551 evrov, kar je 15 evrov več, kot je bilo predvideno. In v prihodnjih 2 letih je za sofinanciranje investicij občin z državnega proračuna zagotovljenih 6% skupne primerne porabe, po 3% za povratna in 3% za nepovratna sredstva. Zdaj seveda največji in najboljši socialni ukrep pa je, ko ste sami omenili, zaposlenost, to, da ljudje lahko delajo, in to bomo lahko spodbujali še naprej. Tu imamo res kar dobro situacijo zaenkrat, ampak ne smemo biti z njo še zadovoljni. Moramo to spodbujati z investicijami. Najbolj pomembne bodo investicije na prometni infrastrukturi. Predvsem gre za posodabljanje železnic, cest, predvsem pa je tukaj pomembna investicija v drugi tir in seveda v tretjo razvojno os. Pomembna je tudi energetika. Kot veste, smo nedavno otvorili hidroelektrarno Brežice, ki je največji energetsko okolju prijazen objekt v tem mandatu in nadaljujemo aktivnosti na hidroelektrarni Mokrice. Enako pomembno je tudi to, da nadaljujemo z izgradnjo velikih hidroelektrarn na srednji Savi, torej nadaljujemo s tem. Potem bomo investirali v telekomunikacije in pametna omrežja, kar bo pomembno prispevalo k rasti BDP-ja. Pri predelavi lesa, denimo, smo letos namenili preko 12 milijonov evrov naložb v centre za zbiranje in predelavo lesa, kar se bo pospešeno izvijalo že v prihodnjih 6 mesecih. Energetska sanacija upravnih sodnih stavb, izobraževalnih ustanov in drugih objektov prinaša multiplikativne učinke in seveda tudi prioritete, ki jih je vlada sprejela letos, ko smo oblikovali proračun, so pomembne, tako bomo denimo več denarja vložili v znanost, kar je posebej zadeva, ki prinaša pomembne multiplikativne in razvojne učinke. Nenazadnje je pomembno, da vlagamo dovolj tudi v varnost, kajti varnost je predpostavka vsega. Ne bi bilo gospodarske rasti, ne bi bilo uspešnega gospodarstva, če ne bi imeli varne države, politične stabilnosti in seveda vseh ostalih spremnih dejavnosti, ki pomagajo našemu, hvala Bogu, zelo uspešnemu gospodarstvu in to smo mu lahko hvaležni. Ob tem seveda bomo vlagali posebej tudi v kmetijstvo, v vire energije, kot sem rekel, pa tudi v zdravstveno varstvo, izobraževanje, znanost, kot sem že omenil, pa tudi v šport. Tako da investicije se povečujejo in tudi na zasebnem področju predvidevamo, da bodo v porastu in to naj bi peljalo seveda z ostalimi spodbudami v neko smer, ki smo jo začrtali, torej v več dobrega za ljudi, v to, da se bodo tudi njihove življenjske situacije postopno še izboljševale. In zato se bom prizadeval seveda kot predsednik vlade do konca mandata in seveda verjamem, da bomo to počeli vsi skupaj tudi naprej. Hvala lepa.
Gospod Matjaž Han, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Ja, zdaj, jaz verjamem, da predsednik midva ne bomo ta moment ljudi prepričala, da nismo bila dogovorjena za to vprašanje, pa nisva bila. Enostavno je treba včasih izpostaviti tudi nekatere zadeve, ki so vendarle pozitivne v tej državi in kot sem rekel, to ni zasluga samo te vlade, tudi prejšnje vlade so naredile kar pomembne in težke odločitve in takrat ni bilo enostavno zato, da je danes gospodarstvo v takšni kondiciji, kot je. Bi imel pa vendarle, pa še nekaj bi rekel pozitivnega, kaj se je v Sloveniji naredilo v zadnjem tednu, to, da se je sindikat in gospodarstvo usedli za eno mizo in so dali sporočilo, kako gospodarstvo peljati ven. Se pravi, novi obrazi, gospa Jerkič in gospod Gorjup sta naredila neko veliko pozitivno stvar in to pozdravljamo tudi Socialni demokrati. Zdaj pa, predsednik, še vedno ne štima, kar se tiče črpanja evropskih sredstev, tam smo ostali na, bom rekel, na 10% od tistega, kar bi lahko naredili. Ta nek nov sistem EMA ne funkcionira, to moramo dva vema in to je slabo in če ne bomo tukaj popravili, potem s to finančno perspektivo in zaključkom ne bo nič. To je ena stvar. In druga stvar, ki vidim veliko nevarnost, je ta, bom rekel, dogovor z sindikati in glede plačnih nesorazmerij. Enkrat bomo mogli v tej državi jasno povedati, da so nekateri službe v državi premalo plačane, nekateri pa žal preveč. In če ne bomo zagrizli še v to kislo jabolko, potem se, bom rekel, v tej Sloveniji zaradi vseh drugih dobrih ukrepov ne piše nič dobrega. Mogoče vaš komentar, mi pa mogoče glede evropskih pa kohezijskih sredstev pa črpanja pa vendarle prosto nek boljši odgovor. Hvala lepa. Predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar, imate besedo za dopolnitev odgovora. Res je, spoštovani gospod poslanec, za ta vprašanje in odgovor niso bila dogovorjena. Dejstvo je, da si prizadevamo v vladi, si sam prizadevam s tem, ko vodim vlado, da tisto, kar je dobrega bilo v preteklosti, v preteklih vladah, pač v celotnem sistemu, v gospodarstvu, kjerkoli, nadgrajujemo. To moramo krepiti. Kar pa je bilo slabega in teh slabih praks je bilo kar nekaj, tudi razvad in podobnega, pa moramo postopno odpravljati in seveda spreminjati na bolje. In to naša vlada počne in to je moja vizija tudi za naprej. In na ta način gre edino lahko Slovenija v prihodnost. Kar zadeva plačne anomalije, se strinjam, obstajajo in jih postopno, bi rekel, odpravljamo. Ni pa to enostaven proces. Gre zadaj za številne človeške usode, za primerjave med poklici, ki so pogosto zelo težavne in lahko samo zagotovim, da se tukaj zelo trudimo, da bi torej pogasili tisto, kar je gorelo v preteklih letih, da bi vsaj vzpostavili nek kolikor toliko normalen okvir sistema, nas pa čakajo, jaz sem prepričan tudi v prihodnjem mandatu, prav te naloge, kako narediti celoten sistem plač, posebej v javnem sektorju, jasno, bolj pravičen, bolj tudi funkcionalen in spodbuden, da bodo tisti, ki pač delajo bolje, lahko še bolje nagrajeni. Kar zadeva evropska sredstva, tukaj pospešujemo proces črpanja. Vi veste, da smo se ob zaključevanju prejšnje perspektive izredno izkazali, počrpali skoraj vsa sredstva, da pa smo potem na prehodu v novo perspektivo padli v isto situacijo kot vse države, ko zastane črpanje za nek čas, je treba ga pa zdaj izrazito pospeševati. In na tem seveda delamo, se trudim tudi sam spodbujati pristojne ministre, da se tukaj trudijo, da bomo čim bolj pospešili ta proces, da bomo imeli nek investicijski naboj tudi z tega zornega kota. In tudi mene veseli, da gospodarstvo, gospodarska zbornica in predstavniki sindikati v določenih konstruktivnih zadevah sodelujejo, da pokažejo neke smeri, ki so koristne in tudi tukaj smo vlada v dialogu z njimi in verjamem, da bomo tudi tukaj našli rešitve. Tako da gremo naprej z dialogom, s posluhom, pa vendar tudi z jasno zavestjo, da moramo državo ohraniti kot dobrega gospodarja, ki skrbi za javne finance in seveda dela napredek postopno, vendar zanesljivo v dobro ljudi. Hvala lepa.